Ok, lepo pozdravljeni tokrat. Drugi del mojega komentarja na pogovor v ideji o kapitalizmu in socializmu med Blažem Antokom in pa Klemnom. Pa poglejmo, kaj ima zdaj Blaž zapovedati, oziroma Miha Blažič, Miha, kaj ima zapovedati o vplivu kapitalistične proizvodnje na celoten svet, na globalno populacijo ljudi. Proces se kupuje za ceno tega, da uničujemo v bistvu pač, bi rekel, kot prvo podnebje celotnega planeta, ampak tudi specifično polnoma uničujemo okolje pač določenih držav in krajev in tudi v bistvu skrajno teptamo v bistvu pač neko delovno silo na drugih koncih sveta. Ker vemo, če ne bi bilo v bistvu pač milijone ljudi v podčloveških razmerah, ki kopljejo v Kongu, ne bi bilo v bistvu energetskega preboja v Evropi in ZDA. Se pravi v bistvu, ampak tukaj ne govorim. Mislim, stvar, ki je tukaj moteča, lahko gledamo na to kot na uničevanje sveta, torej proizvodno, ampak stvar, ki je tukaj moteča in vsekakor ni pravilna, je to, da vedno govori, mi kupujemo ali pa mi uničujemo. Glejte, to, da imamo tovarno, ki dela telefone nekje na Kitajskem ali pa nekje v Indiji ali pa nekje v Aziji, Afriki, kjerkoli, kjer se surovine kopljejo, kjer se sestavni deli sestavljajo in tako naprej. To je v interesu teh držav tam, zato so tudi dovolili postaviti te tovarne. V interesu Kitajske je, da ima tovarne. V interesu mnogih delavcev tam je, da hodijo v službe v te tovarne. Kot tudi Klemen potem pove, ljudje se marsikje tepajo za take službe, za tako delo, ki ga seveda mi gledamo kot na grozno delo, na izkoriščanje. Ampak morate vedeti, to je samo in izključno samo pogled določenih ljudi, ne tistih ljudi, ki dejansko tam delajo. Kaj hočem s tem povedati, je, da je takšen pogled zelo toksičen, strupen. Zato, ker v bistvu nam želi Miha povedati, da mi uničujemo planet. Samo mi. Če že sprejmemo to tezo, pa tudi ta teza, da uničujemo nujno planet, sploh ne drži tako, kot bi si mogoče mislili. Ja, ampak mi nismo tisti, ki bi bili zdaj edini, ki proizvajamo. V bistvu največ proizvodnje za našo potrošnjo se zgodi v čisto drugih državah in še enkrat poudarjam, to je v interesu teh držav. Zato to tudi delajo te države, ker se želijo razviti, ker želijo imeti proizvodnjo. In tudi vidimo, da je danes kvečjemu problem v tem, da Evropa svoje lastne proizvodnje v mnogih pomembnih panogah sploh nima več. Torej se ne smemo več pogovarjati o tem, kako mi uničujemo svet, ampak bi se mogli pogovarjati o tem, kako proizvodno, pa proizvodne sposobnosti inženirstva in industrije spet vrniti tudi na evropski kontinent. O tem bi se mogli pogovarjati. O nekih minornostih, tukaj govorimo o polovici človeštva, ki je podvrženo popolnoma nehumanim razmeram in uničevanju, zaradi tega, da lahko eni proizvodni procesi še naprej so dobičkonosni nekje na drugem koncu sveta. In se pravi, zmer moramo, ko govorimo o Zopet govori, da je velik del človeštva podvržen nehumanim razmeram za naš blagor. Glejte, saj obstaja suženjsko delo, to je res, ampak večina ljudi, ki dela v tovarnah, kjer vi dobite svoje izdelke, iz katerih dobite vi svoje izdelke, ne dela pod prisilo tam. So zaposleni, ker želijo biti zaposleni. Grejo iz podeželja v mesto, se preselijo iz vasi v mesto, iščejo službo, najdejo službo v tovarnah, zato ker si želijo biti v službah v tovarnah, zato da lahko dobijo večji zaslužek, večjo plačo, kot bi jo dobili, če bi delali doma ali pa na vasi ali po kakšnih drugih delovnih pogojih. Torej, za te ljudi, ki delajo v tovarnah, je to najboljša alternativa trenutno. In zdaj, levica vedno trdi, kako mi izkoriščamo te ljudi. To je samo njihov pogled na to. V resnici te ljudje ne gledajo na svoje delo kot na izkoriščanje, pač pa gledajo na svoje delo kot na izboljšavo svojega življenja. In tukaj je zelo nepošteno in strupeno, da zdaj krivimo samega sebe, zato ker kupujemo ta telefon iz Kitajske, češ da smo ga kupili od ljudi, ki so tam pod prisilo in da mi njih izkoriščamo. Glejte, še enkrat poudarjam, nobeden od teh ljudi ne dela svojega poklica v tovarnah pod prisilo. Za take službe se malo da ne tepejo,
oziroma je veliko kandidatov tam, tako da ni nobene potrebe po zasužnjevanju ljudi. Tudi plače v večini teh multinacionalk so v teh državah više kot plače lokalnih delavcev oziroma v lokalnih podjetjih. Tako da še enkrat, levica želi zgolj iz nas ljudi narediti občutek krivde, da se počutimo slabo, da se počutite slabše v sebi in vam ustvarja eno lažno sliko o svetu, češ da je vse, kar ni po njihovi volji, izkoriščanje in jemanje nekih prihodnosti drugim ljudem. V resnici pa prav te države, na čelu s Kitajsko, prav te države, ki so bile 20 let, še 30 let nazaj smatrane kot popolnoma nerazvite luknje, so v bistvu države, ki nas danes prehitevajo po levi in po desni. In prehitevajo nas prav zaradi takih ljudi, kot je tudi Miha, pa njegovo mnenje, ki nas v bistvu ne dela nikakor na nobenem področju konkurenčne, ampak samo zaostajamo za njimi in kmalu danes jokamo o tem, kako oni trpijo v tovarnah, čeprav prostovoljno tam delajo in oni tega ne vidijo kot trpljenje, mimogrede. Danes jokamo, kako trpijo v tovarnah, še ne bo preteklo veliko časa, ko bodo pa morda isti ljudje še vaši gospodari ali pa naši gospodari. Torej, tukaj se vidi, kako je levica popolnoma živi v svetu ideologije, živi v svetu mehurčka ideologije, kjer so si sami ustvarjali svojo definicijo, kakšen bi svet mogel izgledati in vse, kar ni tako, kot si oni zamislijo, je po njihovo izkoriščanje in uničevanje zemlje. Medtem pa svet gre naprej. Noben se ne sprašuje tam o tem, kaj pa kako, pa ali je to pošteno ali ni pošteno. Države iščejo svojo moč, iščejo svojo razvitost, iščejo svojo gospodarsko, vojaško premoč, geopolitično premoč. Vse normalne države, kakorkoli dajo nase, razmišljajo v tej smeri. Samo pri nas v Evropi, po Sloveniji, se delamo, kot da je svet nič drugega kot ena knjiga o marksizmu ali pa ena knjiga o tem, kako bi svet moral izgledati. In v resnici ne delamo nič drugega, kot kopljemo jamo samemu sebi. Kajti namreč v prihodnosti, če ne bomo imeli svoje lastne industrijske in vojaške premoči v Evropi, v Sloveniji kot del Evrope, potem se lahko poslovite od človekovih pravic, pa o socialnih pravicah, pa o delavskih pravicah, ker vse te pravice, ki jih imamo, so izključno in samo možne samo v družbi, kjer imamo tudi gospodarsko in vojaško premoč. In to je realnost, ki jo nočejo sprejeti naši utopični socialisti in vedno in znova zastrupljajo naše ume z ideologijo, ki je nasprotna preživetju civilizacije. Torej nasprotna preživetju civilizacije. Drugi tekmeci se nam pa samo smejejo, nič drugega. Samo smejejo in si manejo roke, kako nas bodo prehiteli in nas že prehitevajo v mnogih pogledih. Kapitalizmu gledati ne samo zdaj na individualno državo, v kateri je lahko kratkoročno to čisto vzdržno, ampak kapitalizem je globalni proces. Mi nismo izolirani. Vsak dobiček, ki ga jaz z izmenjavo nekega produkta naredim tukaj, ima za sabo dolgo zgodbo, v bistvu, ki seže pač po celem svetu. In to razmerje je zelo krhko in mislim, da je malo verjetno, da je vzdržno, da bi v bistvu toliko in toliko človeštva gledalo bogatenje enega majhnega sloja ljudi nekje na drugem koncu sveta, v bistvu na račun popolnega opustošenja pač tam. In pa imamo pojave, kot so pač v bistvu lokalizirani. V resnici je kapitalizem, ravno globalna trgovina kapitalizma je povzročila sledeče. In sicer to, da so si države danes po enakosti oziroma neenakosti, bistveno so si bliže, bolj enake, kot pa so bile še 50 in 100 let nazaj. Se strinjam z Mihom glede tega, da je znotraj samih držav se neenakost povečala v zadnjih 30 letih. Absolutno. V Sloveniji se je neenakost povečala, v ZDA se je neenakost povečala. Torej znotraj države je neenakost višja danes. To je zaradi tega, ker tisti, ki najdejo neko tržno nišo, danes zaradi globalnega sveta lahko ta izdelek ali pa to storitev eskalirajo na bistveno večjem nivoju, kot so včasih. Kar posledično pomeni, da kdor danes uspe, res hudo dobro lahko uspe. In zato imamo toliko veliko enih ekscesov, enih ultrabogatašov, ki so pač najdeli neko tržno nišo, ki se je res lahko eskalirala na celoten globalni svet. Tega včasih ni bilo možno tako narediti. Če si bil bogat, si bil v svojem lokalnem področju bogat, na neki manjši skali. Po drugi strani, pa tudi se levica ne bo omenjala dejstva, da je pa glih zaradi globalnega kapitalizma, hkrati pa neenakost med državami pa padla.
Lep primer je Kitajska. Tudi Indija je bistveno bližje po razvoju oziroma BDP-ju na prebivalca, kot je bila še 50-30 let nazaj. Kitajska je bistveno bližje po samem razvoju in pa po prihodkih na prebivalca, kot je bila 20, 30, 50 let nazaj. Mnoge afriške države so se tudi bistveno bolj razvile, kot so bile včasih, ko so bile še čisto plemenske države. Tudi danes v Afriki ne skačejo več ljudje z sulicami po gozdovih, pač pa ima tudi že vsak svoj telefon, tudi brskakšen si že lahko prvošči avto. Ali pa motorno kolo, skuter in tako naprej. Hočem povedati, neenakost se večinoma, kar se tiče med državami, zmanjšuje. To se tudi vidi potem, da evropske velesile pa zahodne države zgubljajo svoj vpliv proti nezahodnim državam. Torej še enkrat, neenakost med državami se je zaradi globalne ekonomije zmanjšala. Kajti revne države si tudi želijo standarda, kot ga imamo mi, in ti ljudje so pripravljeni več delati, kot smo Evropejci pripravljeni delati. Tudi te države so dostikrat pripravljene več vlagati v razvoj, bolj jim je razvoj pomemben. Zato se nam približujejo. Tako da ta neenakost se je sigurno zmanjšala. Se pa povečala neenakost, zopet ponavljam, znotraj držav. To pa drži. In vse bolj globalizirane vojne, imamo množične migracije, imamo v bistvu neke podnebne spremembe, vse te stvari, ki pa začenjajo tudi tukaj v naš mehurček prodirati. In mogoče ne vemo tukaj kot družba čisto dobro, kako bi se s tem zdaj soočili. Mislimo, da to je pač kar tako se pojavlja. Ni. Vse je v bistvu povezano z načinom, kako se mi tukaj tudi kot družba reproduciramo. Kaj nam omogoči v bistvu, da je neka moja dejavnost profitabilna. In zato ne glede na to, kaj si jaz osebno mislim o tem, kakšna ureditev bi bila dobra, prepričan sem, da takšna, ki je, ni dolgoročno vzdržna. Za velik konc sveta že zdaj pač ni vzdržna, in se dogajajo neki kolapsi, ampak ni zelo velik, kako bi rekel, pač. Za velik del sveta ni vzdržna in se dogajajo neki kolapsi. Ok. So to spet polnjenje možganov poslušalcev z nekimi floskulami, v katere kar avtomatsko padamo lahko, če nismo pozorni. Kakšni kolapsi točno se dogajajo, Miha? Argentina, recimo, ki je imela 70 let hude socialistične birokracije in inflacije in poseganja v trg, kjer je država bila praktično v večni krizi, večnem pomankanju, v večnih gospodarskih težavah. No, Argentina se je v zadnjih 2 letih, odkar je Milei na oblasti, bistveno izboljšala svojo kritično ekonomijo. S čim? S tem, ko je poenostavil same gospodarske procese, porezal mnoge pijavke, ki so bile na proračunu, zmanjšal inflacijo, zboljšal monetarno politiko, izboljšal same pogoje za poslovanje, za delo ljudi, da lahko preveč prevarčujejo, več vlagajo, ustanavljajo nova podjetja in tako naprej. Niso povsod krize, pa kaosi, pa kar nekaj govori zdaj. Torej, popolno posploševanje, ker se skuša zgolj ljudem dati stalno negativen občutek o tem, kako naj bi kapitalizem deloval. Ker večkrat, ko ponavljaš neke izmišljotine in laži, bolj so prepričani, da bo ta beseda kapitalizem slabo se usedla v glavi ljudi. Ki nas tukaj ščiti pač pred tem, da se nam iste stvari ne zgodijo. Zdaj, po idealnem scenariju bi rekel, bi bilo to, da nam je kot družba v interesu, da spremenimo način, kako in zakaj proizvajamo, in da v bistvu tukaj res se demokratiziramo na nek način. To se mi zdi, da bi bil tisti optimalni izhod iz tega. In zato sem recimo. Stalno tudi moderni levičarji govorijo o demokratizaciji gospodarstva, torej da bi, zopet gremo nazaj na tiste absurdne primere, da bi se ljudje kar nekako dogovarjali v podjetjih, znotraj podjetij, znotraj države, znotraj politike, da bi se dogovarjali, kaj in kako bodo gradili. Pazite, to govorijo isti ljudje, ki se niti v lastni stranki niso sposobni dogovoriti glede ene same zadeve. To govorijo isti ljudje, ki ponavadi so toliko veliki narcisoidi, da se niso sposobni enega podjetja voditi v realnosti, da niso sposobni enega projekta, ene politike pripeljati do konca, zato ker se vmes skregajo zaradi 100 različnih mnenj. In oni bodo govorili in zdaj nam prodajali, da se bo tukaj milijone ljudi dogovarjalo v nekih demokratičnih podjetjih, kako bomo proizvajali, kaj bomo proizvajali. Zopet, pravljica in pravljica in pravljica za odrasle. Nič drugega kot navadna pravljica za odrasle. Uspavanka, ki vam nekimi lepimi floskulami preprečuje, da bi možgani razmišljali o tem, kako realen svet dejansko deluje.
zagovornik neke tudi pač v bistvu politične poti proti socializmu. Pa mimogrede še to, kar ko levičarji govorijo o demokratičnemu socializmu pa demokratizaciji procesov in ekonomije. V resnici je tržni sistem veliko bolj demokratičen, ker namreč vaš glas šteje ravno toliko, kot vi se odločite, da boste nekaj izbirali. Karkoli boste izbirali na trgu, je v bistvu vaš glas. Vsakič, ko kupite nek produkt, date glas, date signal podjetju za ta izdelek, ne ta izdelek. Po tej ceni bom kupil, po tej ceni ne bom kupil. To mi je predrago, to mi je poceni in tako naprej. Ko vstopate na trg kot potrošnik, vedno dajete svoj glas s tem, ko trošite. In ko vstopate na trg kot proizvajalec, ko ste delavec, ko ste podjetnik, ko ste karkoli, ko proizvajate denar, ko nekaj delate, storitve ali izdelke, s tem tudi dajete signal naprej. S tem dajete signal in dajete signal drugim, kaj dobro proizvajate. S tem privlačite na sebe, tudi če ste majhen subjekt, druge subjekte, ki potem se lahko pridružijo v tej panogi, ali pa ne, če vidijo, da ta panoga ne deluje. Hočem povedati, to je najbolj demokratičen sistem možen, ko vi z dejanji dejansko pokažete, kaj si zares mislite, kaj zares vi si želite. Z dejanji pokažete. Ne z nekimi floskulami, ko bi se na nekih sestankih dogovarjali eno, potem v realnosti bi pa veljalo čisto tretje. Ampak ni nujno, da bo šlo po tej poti, seveda. To je stvar političnih bojev. Lahko, da se pač zgodi nekaj popolnoma drugačnega. Dejstvo pa je, da pot, po kateri gremo zdaj, ne bo je možno v nedogled pač hoditi. Nekje se bo treba odločiti, zdaj bomo pa tako. Ali bomo v to prisiljeni, ali se bomo za to sami. To je spet samo mnenje. Noben ne ve tega. Glejte, tudi to stvari, kot so podnebne spremembe, globalno segrevanje, ekonomske spremembe. To se lahko vsak reče, ja, to bo pa svet propadel čez 5 let, en bo rekel čez 10, en bo rekel čez 100 let. To je samo pa prazno ugibanje. Prazno ugibanje, medtem ko, zopet ponavljam, nas geostrateške vele sile po moči, gospodarski, industrijski, vojaški moči prehitevajo po levi in desni, medtem ko se tukaj fanatiki, dobesedno ideološki fanatiki, tako zaslepljeni v svojem okvirju, svojih mehurčkov pravičnosti, v bistvu še vedno pogovarjajo o tem, kako bi sadili rožice, imeli nek svet dogovarjanja, svet nizke potrošnje, svet nizke proizvodne oziroma minimalne proizvodne in tako naprej. Skratka, kot da bi gledal res neke vrste samomorilce na delu. Ker to, kar govorijo te ljudje, je v bistvu nezmožnost razumevanja, kako deluje realen svet. Da realen svet je borba za preživetje med narodi, med različnimi zavezniki med narodi, ne, zato rabimo zaveznike, sploh majhne države, kot je Slovenija, rabimo zaveznike, Evropa rabi zaveznike, vsak sistem, vsako področje, ne, mora težiti k temu, da poskuša čim bolj svoj vpliv razširiti. To je čisto človeško in tukaj se pa pogovarjamo o stvareh, ko so čisto nasprotne nekemu človeški logiki delovanja. Odločili. In dokler imamo možnost se sami odločati, mislim, da je fajn, da to poskušamo, preden nas v to neki zunanji faktorji ne prisilijo. Zunanji faktorji nas bojo prisilili v to, da bomo opustili socialistično miselnost na silo. Če ne bomo sami sposobni razumeti vnaprej, zakaj socializem škoduje v gospodarstvu in škoduje moči države in moči nekih narodov znotraj Evrope, povezanosti, potem nas bo itak realne razmere prisilile v to, da čisto spremenimo svoj način življenja in takrat pa lahko postanemo veliko bolj kruta družba. To, kar si tudi levica ne želi, ne? Ampak ko ti enkrat pade krona z glave, ko enkrat izgubimo, ko Evropa, Zahod izgubi svoj primat, neko svojo moč, pozicijo v svetu, takrat bomo mi kvečemo tisti, ki bomo lahko na slabšem koncu pogače prehranjevanja, če temu tako rečem, kot pa na boljšem. In zdaj zopet ponavljamo, tem, ko levica joka o tem, kako se jim zdi, da smo mi tisti, ki izkoriščamo svet, se zelo hitro lahko zgodi, da so zadeve ravno obratne. Ne samo, da mi ne izkoriščamo sveta, kmalu se nam lahko pripeti to, da bomo mi tisti, ki bomo delali za majhne plače in delali za druge sile.
Ful stvari bi rekel zdaj, samo da vidimo, v katero smer bi bilo najboljše iti. Mogoče Sem mislil, da bomo malo tako o muski pa kulturi, pa to, pa smo zdaj šla govor. Muska in kultura, sorry, ampak dolgčas je to. Danes so razmere take, da se treba pogovarjati o zanimivih, resnih stvarih, ne pa o muski in kulturi, žal. Pa tudi roko na srce, je veliko boljše muske bilo včasih, pa veliko boljše muske v Sloveniji, ki ima dobra sporočila, pa se ne da manj to kot tova glasba, slaba sporočila, ampak preprosto je tema o tem, kako živimo, o gospodarstvu, kapitalizmu, socializmu bolj pomembna. absolutno ne, jaz nisem tega mislil, jaz sem točno to nisem mislil. A ti je v redu, drugače? Super mi je to mi je bistveno. Saj lahko tudi polo muziki, Ne, ker je ne, zelo pomembno je tudi umetnost v tem sistemu, ker se mi zdi, da pa ima probleme, a ne, ker najde svoje mesto, ampak to lahko. Ja, ne, to je meni bistveno boljše, tako da. Ja. Sistem ni vzdržen, se absolutno strinjam, ampak strinjam se zato, ker jaz mislim, da nobena stvar ni vzdržna in da je vse zelo ciklično, da je to nek zakon vesolja, stvari vibrirajo, ne morejo biti statične in se konstantno transformirajo. Ne. Tudi evolucijo, če pogleda, vajna vrsta umre, transformira se v drugo z nekimi niansami, boljšimi, a ne, in gremo naprej. Ampak generalno se ti zdi pozitivna smer, če še 2 koraka naredimo nazaj, človeštva s tem popravljanjem pa vibriranjem. A ne. Mi ne bomo konstantno v tem sistemu, to se strinjam. Nekaj drugega bo prišlo. Prej so bili drugačni sistemi in je prišel ta, ki se mi zdi boljši od onih prejšnjih. A bi se strinjal? Ja, S tem mislim, kapitalizem je boljši, je napredek od feudalizma. Ne? In to ti bo vsak ortodoksen marksist pač to povedal. To je bilo v bistvu, ko bi rekel... Tukaj spet vidimo, ko pride Miha v svoj ideološki moment, ne? Ko se začne kar trest, oči se napnejo. Torej, socialisti vidijo, marksisti tudi vidijo kapitalizem kot naprednejši korak od feudalizma in potem socializem naprednejši korak od kapitalizma. Zdaj zopet, to so zadeve, ki so v njihovih učbenikih. Sama realnost je lahko zelo drugačna. Ne? Tudi danes vidimo, imajo ekonomije zelo veliko elementov, žal, vedno več elementov nekega neofeudalizma. To pa zato, ker so ekonomije danes, če jih gledamo, zelo daleč stran od tega, čemur pravimo prosti trg, pa minimalna država. Zakaj? Še 100 let nazaj so večina evropskih držav porabila manj kot 10% BDP-ja, torej celotne proizvodne svojih prebivalcev, za lastno potrošnjo in za korigiranje trga. Torej, še enkrat ponavljam, še 100 let nazaj in manj so države, zahodne države, evropske države, porabljale manj kot 10% vsega, kar so ljudje ustvarjali, za to, da so financirali stroške države. Vojska, zdravstvo, neka socialna mreža in tako naprej. Manj kot 10%. Danes moderne države porabljajo več kot 40 in v Evropi celo več kot 50% vsega, kar mi proizvedemo. Koliko je to blizu prostemu trgu? To je daleč od prostega trga. Daleč od prostega trga, kjer bi moral človek biti svoboden, da razpolaga z večino svojega prihodka in kjer bi država morala delati samo tisto, kar omogoča družbi, da raste naprej in se reinovira in se razvija, da ni statična, kot je rekel tudi Klemen. Družba ne more biti nikoli statična. Žal pa danes živimo v neki taki zamrzljeni družbi, kjer se skuša vse zregulirati za zakoni in ustaviti družbene spremembe in inovacije na vseh področjih. Zato je danes težko karkoli inovirati, ker je v bistvu že dobiti dovoljenje za določene stvari, dovoljenje za proizvodnjo, dovoljenje za industrijo, dovoljenje za nove izume. To kompleksno, to dolgotrajno, toliko stroškovno visoko, da si to nek normalen podjetnik, a pa navaden državljan, ki bi postal rad podjetnik, ne more privoščiti. Torej, v bistvu sistem, ki ga Miha kritizira, je v resnici sistem, ki je žal ideološko bližje njegovemu socializmu. To je sistem, ki ga imamo danes. Sistem, kjer v bistvu imamo sicer pravno gledano privat lastnino, privat podjetja, ampak dejansko, torej de facto, de jure, po pravu, so podjetja privatna, ampak de facto
je pa večina podjetij podvrženih zelo težkim regulacijam, sploh tukaj govorim za podjetja ali pa trge, ki delujejo na področju industrije, proizvodne, ko se ukvarjate z nečim, ki je dejansko stvarno, ki niso programi ali pa ki ni računalništvo. Vse, kar je stvarno danes, je toliko močno podvrženo regulacijam pa birokraciji, da praktično ga ni heroja danes. Ni ga heroja danes, ki bi zaštartal novo farmacevtsko podjetje iz nič, ali pa novo avtomobilsko podjetje iz nič, ali pa novo podjetje proizvodne mašin, naprav za proizvajanje orodij in tako naprej. Ga ni. Rabiš tak vložek, toliko enega ozadja, da je zelo malo enih inovacij na tem področju v Evropi. Glih zaradi tega, zaradi tako težkih pogojev za vstopanje na trg. In taka država je žal država, ki je bistveno bliže socialistični logiki. Pravno gledano so podjetja še vedno v privat lasti, tako da država vedno lahko reče, saj imamo privat trg, saj imamo privat podjetja, to ni socializem. V resnici je pa to zelo podoben fašistični ekonomiji, kjer so tudi podjetja bila večinoma sicer nominalno privatna, ampak so bila v resnici podvržena trdi roki države, tako kot v socializmu. Tako da v tem so si socializem in fašizem tudi zelo podobna, samo da je fašizem veliko bolj primeren sistem za večino današnjih ekonomij, zato ker se je nekako privatni sistem prostega trga spremenil v eno tako pošast, ki jo je država prevzela pod seboj in je zlit za državo in državnimi institucijami do te mere, da je v bistvu v resnici težko že marsikaj govorimo sploh o privat oziroma prostem trgu. Socialisti so podpirali buržoazne revolucije proti monarhom in tako naprej. Ne? In ker so videli, da to pelje k neki bolj smiselni, bolj napredni obliki produkcije, ki bo ustvarila več blaginje in dala ljudem v bistvu več, ko bi rekel, pač moči. Ampak ni pa to faza, v kateri bi se mogli ustaviti. Ne? Torej, hkrati govori, da je kapitalizem dal v bistvu ljudem več blaginje, več moči, ampak hkrati pa govorijo tudi, da je pa kapitalizem stalno izkorišča ljudi. Se pravi, to ne gre. Takšno razmišljanje je popolnoma kontradiktorno in ne vem, ali sploh vidijo te ljudje napake v svojem razmišljanju. Poglejmo naprej. Zaradi tega, ker ko si enkrat v kapitalizmu, to pomeni, da vladajoči razred niso več zdaj pač plemiči in kralji, ampak pač so v bistvu lastniki, ne, kapitala. To pripelje pol naprej svoje pač posledice. Ne, in od tega so pa kar naenkrat ustvari kapitalizem razred lastnikov in razred delavcev, ki je bistveno večji in živi v neki odvisnosti od lastnikov, ne, in njihovih profitov. In ni naključje, ko bi rekel, ampak gre za znanstveno analizo pri marksizmu, ne, da ta sistem ni vzdržen. Znanstveno analizo. Pozor, znanstveni marksizem, besedna zveza znanstveni marksizem in znanstvena analiza marksizma, to ni besedna zveza, ki bi jo dali marksizmu znanstveniki ali pa drugi analitiki, drugi intelektualci. To je besedna zveza, ki so jo sami sebi dali, da je to znanstvena analiza. V resnici ni ničesar znanstvenega v tej analizi, ker ni bila narejena na nobenih preizkusih, na nobeni empirologiji, na nobenih empiričnih študijah. Kar Miha tukaj govori in ni nič drugega kot dokaz tega, da je človek popolnoma živi v svetu socialističnih, marksističnih knjig. Medtem ko zopet njegov sogovornik mogoče sploh ne ve o tem veliko, ampak tukaj je to kvečemu dobro, da ne ve, ker v bistvu gleda na svet iz podjetniške perspektive nekoga, ki je podjetnik, verjetno bil pred podjetništvom delavec, tako kot jaz, tako kot večina malih srednjih podjetnikov in razumemo svet iz očal delavca in iz očal podjetnika. Razumemo ga, ker smo ga doživeli in ker razmišljamo o tem, ko delamo, kako svet deluje. Medtem ko žal Miha pa moram reči, da verjetno nima veliko realnih delovnih izkušenj, sploh ne v podjetništvu, sploh ne v nekih stvarnih produktih, kjer se dejansko dela z rokami in možgani in rokami, kjer dejansko lahko hudo nasrkaš, če imaš narobe, ti grejo prsti roke ali pa denarnica, če sprejemaš napačne odločitve. Tako da se točno vidi tukaj lepo, kako izgleda ideološki fanatizem, zopet kolega Mihata, čisti ideološki fanatizem. Že ne zaradi, ko bi rekel, mogoče
bi lahko to tudi na nek bolj ezoteričen način razložil. Ampak v čist samem načinu, kako se kapitalizem reproducira, je dejstvo, da proizvaja pač čedalje več v bistvu delavcev, ki ne morejo v bistvu tako kot prej. Sploh ne drži. Tukaj se vidi fanatizem človeka, ki je ostal v 19. stoletju in v razlagi marksizma iz 19. stoletja. Človek je okužen z Marksom, ki je živel v 19. stoletju. To je Marks govoril, da bodo vedno večje množice delavcev nastajale v kapitalizmu, vedno večje množice delavcev proletarcev. V resnici vidimo, da se je šel razvoj v kapitalizmu ravno nasprotno. Sploh ne vidimo vedno večjih množic delavcev v resnici. Pač pa smo videli v zadnjem času razmah vedno večjega pojava, sploh na področju storitev. Ljudi, ki so bodisi samozaposleni, v Sloveniji imamo več kot 100.000 SP-jevcev recimo, mnogi od njih so seveda zaposleni kot delavci, se strinjam, ampak mnogi od njih so pa zgolj samozaposleni ljudje, ki so sami svoji šefe na svojih področjih, mojstri določenih znanj in poklicev. To je lep primer nekoga, ki je v bistvu neke vrste mali podjetnik. Malega, srednjega podjetništva imamo ogromno. Medtem ko množice klasičnih delavcev, kot so bili v 19. stoletju, tega sploh ni več. Zato tudi sindikati umirajo, ljudje niso zainteresirani za vstopanje v neke sindikate več. Ker vi nimate več cele grupe industrijskih delavcev. To delamo zato, ker smo industrijo preselili čisto drugam. Zanimivo je pa tudi, da tudi tam, kjer je industrija danes, ni zelo veliko marksizma, ni. Torej, tam pogosto ljudje, delavci stremijo k temu, da si želijo večje stanovanje in nov avto in državo, ki jim da dobre pogoje, zato da si lahko to kupijo. Vsekakor pa ne boste videli na Kitajskem, kjer je vlada komunistična partija, pa imajo sicer politično gledano zelo trd diktatorski komunizem, ampak gledano v sami strukturi družbe pa ne boste videli glih velik delavskih uporov, glih velik sindikatov in podobno. Enako velja tudi za druge države, ki so še v razvoju. Recimo Indija, imate nekaj delavskih uporov nekje, pa še to ne med delavci zanimivo, ampak bolj med komunističnimi uporniki, zopet med ideološkimi fanatiki. Kot kar govori Luka oziroma Miha tukaj, ne drži, torej ni vedno večjih množic delavcev v kapitalizmu. Pač pa ravno nasprotno se je družba prestrukturirala v to, da imamo v bistvu vedno večje število nekega srednjega sloja smo dobili, potem nekih ultrabogatašov, ki so zelo uspeli s kakšnimi globalnimi produkti, in pa klasičnega delavstva že skoraj ni več. V fevdalnem sistemu sami zase skrbeti s svojimi malimi kmetijami in tako, ampak so odvisni v bistvu od produkcijskih procesov, ki so profitabilni za lastnike, ne? In to nikoli ne bo vzdržno. Ne? Kaj pa to, da postane podjetnik nekdo, recimo, ker meni sta dve metriki zelo pomembni, pa se mi zdi pomembno, da te vprašam, če se strinjaš z njima, če to drži, a ne? Se pravi, eno je, da zadnjih 200 let je to obdobje zdaj, sedanjost, obstajajo najmanjše razlike med sloji, če gledamo globalno. A bi se strinjal s tem? No, to je tisto, kar sem že prej povedal, to drži. Podatkom. Se pravi, največje razlike obstajajo v posameznih državah, recimo, če samo Ameriko vzamemo, razlike se večajo. In to je dostkrat tematika, ki dobro kritizira kapitalistični sistem. To ni dobro in ni vzdržno, ne? Ker bo preveč prišlo razlik, se bo sesul vse. Ampak globalno, če gledamo. Ja, zdaj, če gledano zgodovinsko, to drugače tudi ne drži, kar je Klemen povedal. Verjetno je to povedal zato, da malo popiha na dušo, a ne socialistom. Drugače razlike med ljudmi, same razlike v bogatstvu med sloji, v resnici, če pogledamo zgodovino, nikoli niso bile problem, oziroma redko so bile problem, pogosteje niso bile problem. Kar pogledamo čisto objektivno zgodovino človeško, pa bomo videli, da so vse kulture, od Indijancev in azteških imperijev v Ameriki, do evropskih imperialnih držav, kraljevin, do kitajskih cesarjev in tako naprej, so vse družbe, faraoni, so vse družbe vedno imele zelo velike razlike v moči in pa v statusu in pa v blaginji, ki jo je užival višji sloj, vladajoči sloj ali pa nižji sloj. V bistvu so bile te razlike še hudo večje. Danes nek bogataš si lahko privošči, ne vem, mogoče 10-krat več avtomobilov, kot si jih lahko vi, ali pa stanovanj. Ampak konec koncev še vedno oba živita v nekem stanovanju, si lahko privoščita neko
dobro okusno hrano, oba imata podobne obleke nosita, podoben telefon uporabljata, torej veliko blaginje, ki jo ima danes srednji ali pa nižji srednji sloj, je v bistvu blaginja, ki je bila popolnoma nedosegljiva največjim vladarjem, stoletja. Ampak, če pa gledamo pa razlike v samem statusu, pa vidimo, da danes, tudi če nekdo desetkrat bogatejši od vas, je še vedno ga tretirate vi njega in on vas kot pač nekega državljana, sočloveka. Medtem ko še nedolgo nazaj so bile te razlike tako velike, da ljudje niti govoriti niso mogli, niti govoriti niso smeli za, ne vem, plemiči, vladari, kralji, faraoni. To so bili dobesedno božji ljudje skoraj, tretirani kot pol božanstva. Torej vidimo, da je bila velika razlika narejena v smer neke enakosti v modernem svetu. In če gledamo, večina družb je večino zgodovine v bistvu bila veliko bolj neenaka, kot so današnje družbe neenake. Nek faraon je bil božanstvo v svoji državi, ljudje so se mu klanjali, delali piramide za njega. Kdo bo danes šel delati piramido za ston, svoje življenje dal na bojišču za kralja? Kdo bo danes dal svoje življenje za Billa Gatesa ali pa za Elona Muska ali pa za nekega slovenskega bogataša? Bo se dal svoje življenje pa gradil piramido za gospoda Boscarola mogoče? Noben ne bo tega naredil. Če pogledamo že naše slovenske bogataše ali pa uspešne poslovneže, so te ljudje v bistvu čisto enaki ljudje kot ste vi. Nosijo enake čevlje, enake obleke, mogoče še celo bolj preprosto živijo kot mnogi iz srednjega in nižjega sloja, jejo enako hrano. Zgolj to je, da imajo več kapitala podjetij pod sabo, ki ga pač znajo upravljati. To je to. Tako da bi se strinjal, da se je neenako znotraj družb, kot sem povedal, se je povečalo v zadnjih 50 letih, ampak gledano pa zgodovinsko, je pa ta neenakost v današnjih družbah v bistvu bistveno manjša, kot je v zgodovini bila. Kaj razlika je? Da smo mi kot ljudje postali veliko bolj ozaveščeni in smo netolerantni oziroma manj tolerantni do nekih razlik med nami. Zdaj, do kakšne mere je to dobro, da smo tako netolerantni, do kakšne ni, to je stvar razmisleka vsakega posameznika. Ampak dejstvo je, da danes oziroma da so v zgodovini bile družbe bistveno bolj neenake, kot so moderne družbe neenake. Bistveno bolj. Imamo cel svet, so pa razlike zelo manjše napram prejšnjim časom. Se pravi, Afričan pa Evropejc sta zdaj mnogo bliže, kot sta bila pred 100 leti, recimo. Odvisno zdaj, ali to gledaš kot na absolutno ali pa na relativno, pač na absolutni ali pa relativni skali, ne? Ampak ti moraš gledati v bistvu... Jaz gremo v Afriko in... Ne, gledamo čist absolutno, Miha. Torej, dejstvo je, da je, kot sem že povedal prej, nek Afričan ali pa Kitajc v Hongkongu, recimo, ki je danes eno najbolj razvitih mest, še 70 let nazaj je bila to mala ribiška vas, kjer ljudje so živeli v hišah iz bambusa in so za preživetje mogli loviti ribe, če so jih ujeli, pa če jih niso jedli dobro. No, danes je to ena najbolj razvitih držav oziroma mest na svetu, tehnološko in tudi po BDP-ju na prebivalca. Torej, ja, vsekakor drži, neenakost med državami se je večinoma močno zmanjšala. Torej, države tretjega sveta so nam bliže, kot so bile včasih. Pa on ima Android telefon, jaz imam iPhone, ampak funkcionalnosti niso zdaj toliko različne. Pa recimo ima za jest, pa vodo, če greva pa 100 let nazaj, pa poprečnega Evropejca vzemeva, pa ga dava tja, pa ga primerjava s poprečnim Afričanom ali pa neka država, ki je bila v razvoju, ne, so bile razlike neprimerno večje kot zdaj. Mislim, da ne. Drži ta del, da je pač v bistvu so tudi populacije pač nekih prej zelo zaostalih držav doživele pač neko stopno razvoja, ne? Ampak če pa primerjaš v bistvu stopno razvoja, ki so ga doživele pač recimo pač zahodne države ali pa Kitajska, ne? Je neprimerljivo, ne? Se pravi, pač ti moraš gledati, še vedno imaš pač do 80% pač prebivalcev Nigerije, recimo pač ne najbolj dinamičnih afriških držav, ki živi z manj kot $1 na dan, ne? In se pravi, ne glede na tisti relativen... Nigeriji živijo manj kot $1. Tako, ne? In zdaj, če pogledaš, ne glede na relativno višjo stopno razvoja Nigerije, pač zdaj napram Evropi, kot je bila pač pred 100 leti, ne? Je v bistvu tisti človek, ki živi z $1 na dan, v bistvu zate pa zame bistveno večji revež, ne? Je v bistvu razlika med nami kolosalna, ne? Drugo pa, kar je treba reči, je, da glede na kapacitete, ki jih imamo, ne? Tudi če bi dejansko se pač približali, ne? Bi rekel, da ti živi z $10 na dan. Ne? Zdaj tako je, pač ni zdaj vsaka država uspela, ne? To je tudi treba upoštevati. Ni zdaj, zopet slabost socialistov je to, da
za vse, kar jim ni všeč, krivijo eno preprosto besedo, to je kapitalizem. To, da pač določene države, da so neuspešne bile pri ekonomski transformaciji in določene druge države so bile zelo uspešne, recimo azijske države so bile zelo uspešne. To ni krivda, spet nas. Oni hočejo vse dati za vsako stvar kriviti nas, Evropejce ali pa zahodne ljudi, za kapitalizem. To je tudi krivda njihovih držav, pa njihovih voditeljev, skorumpiranih vlad in tako naprej, njihovih notranjih bojev, plemenskih bojev, nestabilnosti in tako naprej. Torej, to so razprtije in pa miselni vzorci, ki so jih te države pogosto podedovale že od svojih prednikov in se zgolj nadaljujejo naprej zdaj z modernim orožjem. In ne moramo zdaj kriviti za njihovo obnašanje nas. To je klasično socialistično, torej da kriviš nekoga drugega za slaba dejanja sebe ali drugih ljudi. Torej, čisto bizarno. Glede na kapacitete, ki jih imamo danes, pač tehnološke in razvojne, je to, da vedno obstaja taka razlika in da so ljudje, ki živijo samo za toliko dolarjev na dan, obstajajo, je pač en velik fail tega sistema. Tako da je v bistvu. Torej to, da so določene države, kjer ljudje živijo revno življenje, je fail spet, kot sem prej povedal, spet klasično vidite, kako se socialisti obnašajo. To je fail našega sistema. Super, res, bravo. To, da pa imamo mnogo pa pozitivnih primerov, ko so pa države sprejemale pametno gospodarsko politiko. Ne, te države, to pa ne bomo dali za dober zgled, da bi tudi afriške države lahko posnemale mogoče delovno etiko azijskih držav, gospodarsko dobro okolje azijskih držav. Glejte, recimo Hongkong, Singapur, to so davčne oaze, to so države z urejeno zakonodajo, z urejeno varnostjo, to so zelo varne države. Vi probajte plunt po tleh po Singapurju ali pa vršt olupek, ali pa boste videli, kaj se zgodi. Pa probajte po drugi strani v Singapurju ustanoviti podjetje. Preprosto, če hočete delati, so vam te države odprte, zato ker so države narejene za ustvarjanje bogatstva, ustvarjanje idej. Probajte zdaj v kakšno afriško državo jeti, pa probajte tam postaviti en hotel. Boste videli, koliko hitro boste imeli težave z lokalnimi oblastmi, z lokalno mafijo, z lokalnimi ljudmi, z kakšnimi ljudmi, ki vam bodo nevoščljivi, s kakšnimi ljudmi, ki vam bojo prišli zadeve porušiti, pobrati, pokrasti, kakšni ljudje, ki boste najeli za delo, pa ne bodo prišli na delo, in tako naprej. Torej, spet, socialisti so popolnoma nezmožni razumeti realnost, razlike med ljudmi po svetu, razlike med kulturami, razlike med narodi in vse pripisujejo samo kar enemu našemu sistemu. Zopet, mi smo krivi za to, da so določene države na tem svetu neuspešne. Če pa so tiste, ki so pa uspešne, to pa nismo krivi mi. To pa nismo krivi mi zato, da so uspešne, ali pa tisto, kar je dobro, to pa nismo krivi mi. Torej, vidite, stalna logika socialistov in levice je, da proizvajajo iz nas družbo krivde in družbo ljudi, ki sovražijo svojo lastno kulturo, svojo lastno zgodovino, svoj lasten sistem. In to čisto neupravičeno. Nimajo argumentov pametnih za to. Samo večkrat, ko ponavljajo te laži, bolj računajo na to, da vi, ko boste tiho, pa ne boste nič nazaj rekli, boste pač tem lažem nasedli globoko in veselo. Kako bi rekel... Večji fail je bil prejšnjih sistemov, če je zdaj ta razlika manjša. In hočem samo povedati, da mogoče delamo nekaj prav ali pa nekaj smo naredili prav v zadnjih 150 letih, ko je ta sistem, o katerem se pogovarjava, najmočnejši. Ti se moraš vprašati, zakaj recimo, ko smo glih arbitrarno eno državo določila, zakaj ena Nigerija nima enako stopno pač razvoja industrijskega, produkcijskega, zakaj nima podobnega standarda kot recimo pač evropske države. Zakaj nimajo podobnega standarda? Ja, kaj je tisto, kar je to? Kako otročje vprašanje res? Kako bedasto vprašanje odraslega osebe? To pa res ne moramo verjeti res. Ko še na kakšnih trenutkih pokaže Miha nekaj žarek upanja, da razmišlja, zopet udari na ven z klasično, tem, kar sem prej povedal, z iracionalnim, neizobraženim moraliziranjem, ker zgolj in izključno nagovarja ljudi, ki imajo šibko znanje in šibko kontrolo nad svojimi lastnimi čustvi. Res bizarno. Zakaj Nigerija nima enakega razvoja kot ene evropske države? Neverjetno, res. Tukaj gre tudi za nespoštovanje v resnici, nespoštovanje plemenskih kultur Afričanov, nerazumevanje njih, nerazumevanje njihovih kultur, nerazumevanje njihovih vzorcev, nerazumevanje njihove zgodovine, nerazumevanje naše zgodovine, torej za popolno ignoranco gre tukaj.
Da kaj tako bizarnega reče odrasla oseba pri svojih, 40 letih. Wow, res. To preprečilo. Ker če pač bi ta logika kapitalizma. Tukaj bi mu Klemen lahko dal zelo močne kontre nazaj, ker tako vprašanje pa res ni vredno 12-letnega človeka, ne, kaj šele 40-letnega. Držala, da v bistvu pač, sej ne popolnoma enakomerno, ampak vse se pač hkrati dviga na nek način navzgor. Ne more se vse enako dvigati, fanti in dekleta, nimamo vsi ljudje na tem svetu enakih ciljev, enakih pogledov na svet, enakih želja, enake motivacije, enake delovnosti, enake želje po razvoju tehnologije. Nimamo. In zdaj zopet reči, da bo vsaka afriška država enaka kot ena Nemčija, saj nimam besed res. Po tej logiki čisto nič ne bi preprečevalo pač eni afriški državi, da v bistvu razvija neke svoje industrije? Ja, nič ne bi preprečevalo, Miha, res je. Ker dokazujejo države, ki so razvile vzorce primerne za industrijo, da so te države se izjemno hitro razvile. Japonska, Kitajska, praktično vsi azijski tigri so se izjemno hitro razvili, celo bolj kot mnoge evropske države so razvite danes. Zakaj? Ker imajo takšne kulturne poglede oziroma kulturne navade, ki so primerni za tehnološki razvoj. Preprosto povedano, so zelo disciplinirane države, ker ljudje praktično so obsedeni z delom, marsikje to, kar bi levičari socialisti rekli, da je izkoriščanje. Za njih ni izkoriščanje, pač pa je kulturna navada, da so do 9 zvečer na šihtu, da delajo. A je temu tako tudi v vseh drugih državah? Ne, Latinoameričani recimo niso tako obsedeni z delom. Afričani tudi niso tako obsedeni z delom. Tudi niso tako obsedeni z redom. Tudi niso tako obsedeni z disciplino. Tudi niso tako obsedeni s tem, da obogajo državo. Torej, vsaka kultura ima svoje značilnosti, Miha. Ne biti tako kulturno imperialističen, da si domišljaš, Miha, da bo kar vsaka država na svetu imela enako stopno razvoja. Mislim, halo, kakšen svet bi to bil, lepo te prosim. In konkurira potem pač evropskim, ameriškim, kitajskim in v bistvu ustvari nek svoj srednji sloj in diktira pogoje na trgu na nekem področju. Razvoj se je začel kasneje. Kle se prav spomnim, tukaj bi bo Klemen lahko odkontriral, kle se prav spomnim, še nedolgo nazaj sem bral o zgodbah ekonomskega razvoja iz Afrike, ko so Evropejci v času britanske prisotnosti v Afriki prinesli v afriške vasi vodovod in vodnjake. In kako so se določeni ljudje iz teh afriških plemen, kjer so živeli stoletja, tudi mogoče tisočletja, po nekih kulturnih vzorcih, so se te ljudje upirali prihodu novih izboljšanih vodnjakov in vodovoda. Ker namreč zakaj? Zato, ker je to tudi rušilo njihov družbeni red. Torej niso vsi za enak razvoj, Miha. Niso. Ker s tem, ko so belci recimo prinesli tja vodnjake, da ni bilo več potrebno ženskam iz vasi, ker to delo so pogosto upravljale ženske, nositi vodo iz oddaljenih potokov in oddaljenih vodnjakov, to tudi ni bilo dobro za njih v določeni meri, ker potem posledično te ženske niso imele več te funkcije, pomembne funkcije v družbi, kjer so le pomembne za pripravo vode oziroma pripravo tudi hrane in tako naprej. Hočem povedati, kako lahko nek tehnološki izum tudi vpliva negativno, se to je logično, pač, na neko etablirano, ustaljeno, stabilno kulturo v neki družbi. In pač Miha te širine očitno nima tukaj, žal. Tukaj moramo pač razumeti, če hočeš imeti tehnologijo, se moraš pač odpovedati nekemu staremu načinu življenja. Stvar je zelo preprosta. In pač tega niso vsi pripravljeni narediti, zato pač ne živijo vsi tehnološko enako razvito. Ne, se je zelo logično. Dobro, začel se je kasneje, ampak drug del, ki ga ne smemo sprintati, ti pa začneš malo kasneje in pol vmesni čas pogledava in ti me zdaj vprašaš, zakaj nismo na istem. Meni je logično, zakaj ne? Ne, ni samo to. Ni samo to, bi lahko rekel enako za Kitajsko. Kitajska je bila ena najbolj zaostalih držav na svetu, pač 70 let nazaj. Kako je užaljen, gospod, ga vidite? Torej, samo pogledajte, meni je zanimivo gledati psihologijo ljudi. Poglejte tukaj le oči pri Mihu in oči pri Klemnu. Torej, kje so mirne oči, tukaj so pa oči, kot bi gledal, res, žal moram tako reči, ampak kot bi gledal tiste islamske fanatike, mudžahadine, predno se zadere Allahu Akbar in se razstreli ali pa vrže bombo. Čist iste oči ima. Torej, to so oči fanatika,
ki se počuti napadenega, ki vidi, da njegov mehurček, v katerega je verjel in ga ponavlja, verjetno redno, ko bere socialistične, marksistične knjige, ga redno ta mehurček ponavlja, zato da ostane v svoji veri zaverovan, in zdaj tukaj se počuti ogroženega. Fanatik. In kater sistem je to omogočil? Ja, lahko bi pripeljal na ta zaključek. Za Kitajsko ne bi rekel. Absolutno bi rekel kapitalističen, ker oni so se zavestno so ubrali kapitalistično pot v nekaterih aspektih in se začeli tako obnašati, navzven nasploh. In takrat se je začela ta krivulja eksponentno premikati navzgor in revščino in lakoto, verjetno so milijarde ljudi potegnili ven. Ampak je pravilno, da je Klemen kontriral temu našemu gospodiču, ki želi na vsak način, torej zdaj, a vidite, kako to pritlehno podlo, torej na vsak način skuša po svoje predstaviti razvoj Kitajske kot dosežek komunizma. Kitajska ima absolutno vodstveno vlogo, ima komunistična partija, kar pa ne pomeni, da so zdaj vse strukture v družbi, sploh njihov začetni razvoj, bile osnovane na komunizmu. Namreč Kitajska je pod Mao Zedongom, ko je izvajala trdi komunizem in svojo revolucijo marksizma, bila ena najbolj obožanih, revnih, osiromašenih, lačnih držav. Takrat se je pokazalo, kako komunizem zares ne deluje. Kitajska je potem, kasneje, pod Shen Zhaopingom v 80-ih letih izbrala bolj tržno naravnan sistem, kjer so zgolj določeni kraji na Kitajskem v bistvu naredili ta preboj, kjer so imeli svobodne ekonomske cone in so te kraji se tehnološko razvili eksponentno glede na druge kraje in so kitajska sama oblast videla, kako v bistvu kapitalizem bistveno hitreje prenese hitro rast. Sploh Hongkong je bil ključen za razvoj Kitajske, ker Hongkong je dokazal, kako se da razviti na kapitalističen način. Namreč Hongkong je bil včasih meka prostega trga in v bistvu nek model, s katerega je Kitajska komunistična partija malo pobrala tega kapitalizma ven, zato da se lahko razvila. Je pa res, da Kitajska zdaj poskuša omejevati svoje bogataše, milijonarje, milijarderje, podjetja in tudi prosti trg. Zakaj? Ker se boji, da bodo te bogataši, ki so bolj liberalni, bolj zahodnega pogleda, prevzeli moč v državi. To je čisto komunistično diktatorsko. Torej, dovolili so, da se kapitalizem razvije na Kitajskem do te mere, da so dobili dobro tehnologijo, orožje, močno vojsko, močno ekonomijo, močno industrijo, ampak zdaj to omejujejo in tudi omejujejo potrošnjo ljudi, omejujejo zmogljivost, sposobnost ljudi, da si ustvarijo dobro življenje, glih zato, ker si želijo množice imeti podvržene komunistični partiji. Jaz bi rekel, da absolutno zaradi kapitalističnih idej, lahko rečemo. Ne bom rekel popolnoma, ker ni popolnoma kapitalističen sistem, tudi oni sebe ne bi tako označili, ampak sigurno so... Kapitalističen sistem imaš tudi v Indiji, ali pa ne vem, in zelo hitro raste. Mislim, treba je primerjati, samo da zaključim. Glede Indija nima kapitalističnega sistema, vsaj ne v taki meri kot Kitajska, nikoli ga ni imela, nikoli ni ubrala toliko tržnega odprtega sistema kot Kitajska, nikoli. In zato je tudi eden od glavnih razlogov, poleg tega, da sta si tudi Indija in Kitajska kulturno zelo različni, ampak Indija je veliko bolj raznolika znotraj sebe, po svoji hierarhiji, po svojih kastah in tako naprej in ima tudi zaradi tega veliko težav pri razvoju. Ampak vsekakor pa ekonomske politike Indije pa Kitajske nikakor nista podobni. Kitajska je mnogo bolj dala poudarek prostemu trgu na mnogih področjih industrije, mnogo več poudarka prostemu trgu kot pa Indija. Prejšnjo poanto, kapitalizem zato, da je profitabilen, da lahko v bistvu zagotavlja nadaljnjo rast, potrebuje tudi vedno nov dostop do poceni surovin in do poceni delovne sile. In zaradi tega ti ne moreš imeti na enem koncu sveta uspešne, profitabilne, kapitalistične proizvodne, brez da bi imel na drugi strani sveta neko populacijo, ki nima nič od tega, ki so v bistvu tisti, ki so žrtve tega. In v bistvu recimo del zgodovine kapitalističnega razvoja na Zahodu je kolonializem in je imperializem. Se pravi, bilo treba v bistvu velike dele sveta podrediti, zato da so oni svoje ekonomije, svoj ekonomski razvoj popolnoma podredili potrebam nekega kapitalističnega centra drugje. So mogli razviti neke monokulture,
Spet monokulture, besedne solate, zgolj zato, da lahko vam prodaja idejo o nekem kolonializmu in kako je kapitalizem nujno povezan z kolonializmom, kar sploh ni res. Kolonializem je posledica ekonomskega razvoja vsake države, ki se je razvila iz revščine v neko močno, sposobno ekonomsko državo. Kajti močna, sposobna ekonomska država si lahko privošči tudi vojaške ekspedicije in izvaja kolonializem ali pa zavzema ozemlja drugje ali pa svoje ljudi priseljuje na druga področja. Takrat se lahko kolonializem ustvarja. In ta kolonializem pogosto ni nujno sploh profitabilen. Zato, ker, še enkrat poudarjam, kolonializem so si lahko privoščile države, ki so se ekonomsko razvile, ker to stane podpirati svojo ekonomijo po celem svetu, stane podpirati in zavzemati novo ozemlje. Lep primer je Japonska. Japonska ni bila kolonialna sila nikoli, ker pač v srednjem veku se tega niti ni mogla privoščiti. Ko se je razvila v koncu 19. stoletja in s tem, ko so premagali recimo rusko ladjevje 1905, ko so pokazali, da se lahko kosajo z velikimi silami, je tudi Japonska zgradila dovolj močno industrijsko vojaško bazo, da je preprosto lahko začela še pred drugo svetovno vojno osvajati azijske države, natančneje Kitajsko, Mandžurijo in tako naprej. Ampak kolonializem je bil posledica tega, da se je Japonska razvila. In tudi danes Kitajska se širi oziroma širi svoj vpliv po svetu, ker si to lahko privošči, ker ji pač gre dobro relativno pomoči glede na druge države. Tako da, kolonializem vsekakor bo vedno del tega sveta, ker je pač povezan s tem, kako je neka država uspešna. Bolj kot je uspešna, bolj se lahko širi. Širi se pa lahko bodisi vojaško, bodisi pa lahko z mehko močjo preko ekonomije ali pa popkulture. To je pa recimo primer tudi večinoma ZDA, pa tudi Kitajske danes. Torej preko ekonomije, Kitajska ne preko popkulture, ampak preko ekonomije pa financ pa. Kmetijska v Indiji, ne. V Afriki se ni nikoli industrializiralo, nobenega flowa kapitala ni bilo za v bistvu pač razvoj katerekoli pač proizvodne. Surovine so se kradle. Zaradi tega, ker to ni interes bil v bistvu centralnih držav, interes je bil nekako, da to ostajajo nerazvita območja, iz koder mi samo izčrpujemo pač svoje surovine. Kadar se te države poskušajo organizirati, da bi malo više na lestvico pač prišli proizvodno, ne, da ne bi samo, črpali nafte, ampak jo tudi rafinirali, že fašejo v bistvu. To ne drži. To ne drži, ker imamo kar nekaj držav, ki so popolnoma nasprotje primera, ki ga daje Miha. Imamo kar nekaj držav, ki nikoli niso bile kolonializirane, recimo. Pa so revne še vedno. Imamo kar nekaj takih držav, recimo najbolj znana v Afriki je država Liberija, ki je bila osnovana 1805, torej že 200 let nazaj. V bistvu ena najstarejših držav. Je bila država še veliko, preden smo bili mi v Evropi, marsikatera od naših držav obstajala. Država, ki so jo Američani dali teritorij bivšim sužnjem, da si naredijo svojo državo osvobojenim sužnjem, ki so si potem v Afriki naredili spet nazaj svojo državo. Zato je glavno mesto imenovano Monrovija, po takratnem ameriškem predsedniku Jamesu Monroeju. In ta država pač ni bila nikoli ni bila zasedena, nikoli ni bila pod tujo oblastjo, nikoli ni bila pod tujo vojsko, kolonijo, pa to ne pomeni, da je razvita. Tako da bomo tukaj zdaj končali ta moj drugi del komentarja. Veliko se da povedati o stvarih, ki jih Miha govori. Res zanimivo mi je to opazovati, kako se v bistvu počasi kot hišica iz kart sesuva model socialistične ideološke nadvlade, ki vlada v večini medijev in v glavah ljudi. In tukaj se lepo vidi, kako bodo vedno bolj nervozni teli naši socialisti. Vidi se že po njihovi živčnosti, po obrazni mimiki, po fanatičnih pogledih, da ne bodo želeli kar tako zlahka, da se njihova ideološka prevlada počasi zaključuje. Ampak jaz vem in vidim, da ljudje počasi se izobražujejo in vedno bolj razumejo, da njihov pogled na svet vodi nič drugam kot v propad evropskih narodov in v nov svetovni red, kjer bodo neevropske civilizacije in epicentri moči prevladovali nad nami. Njihov pogled ne vodi v enakost, ne vodi v lepši svet enakih med seboj, pač pa v bistvu ravno nasprotno. Ubija duha Evrope, kamor pa v ta vakuum moči
ne prihaja lepši svet, pač pa prihajajo zgolj tuji osvajalci. Lepo se imejte, pa dobro premislite, o čem smo govorili danes. Dajte kakšna dobra vprašanja, dobre pomisleke, dobre kontre mojim kontram oziroma dobre protiargumente. Srečno.